Ja, zdaj pa samo še par trenutkov in pozdravili bomo našo asico, carico Tamaro Zidanšek. Vrhunska tenisačica se je vrnila nazaj v slovenske konice po res zgodovinskem uspehu, tako da jo vabimo seveda, da se nam pridruži. In zdaj pozdravimo, prosim, Športni park Slovenske Konice, našo asico, našo carico Tamaro Zidanšek! Takole, evo, zgodba navihana Slovenske Konice. Bravo, Tamara! Od velikega polfinala je zdaj minilo že nekaj dni, ne? Zdaj si lahko v miru malo pomislila nazaj. Zdaj občutki, ko si prišla, so te vsi sprašvali, kak je zdaj, ko si prišla. Zdaj pa mene zanima, kak je pa zdaj, ko si že nekaj časa tu. Ok, prvo, hvala lepa vsem, ko ste prišli. Res, še enkrat vse na to. Vse to je zelo čustveno in res hvala. Zdaj, ko sem prišla, pač v bistvu feeling je tak, ok, bila sem na turnirju, pa sem zdaj doma, pa grem spet na drug turnir, pač je res nekaj posebnega, ampak upam, da še večjega uspeha. Ja, bravo, Tamara. Tamara, kdaj si ti začutila, da se boš res potegovala pa borila v polfinalu? Kdaj si mi dobila ta občutek? Šele potem, ko si zmagala v četrtfinalu, ali si imela te občutke že prej? Ja, v bistvu zmagal v prvem kolu je bil kar velik skalp, prva top 10 zmaga in pač tam je v bistvu vedela sem, da lahko, pa seveda vsaka tekma za sebe, no. Tamara, ali je francoski rogljiček obvezen zajtrk, preden greš na igrišče v Parizu? Ja, pa res bil. Jedla sem vsak dan kosmiče, pa francoski rogljiček. Povej nam, vse nas zanima, ne? Kaj ti je šlo po glavi takrat, ko ti je čestital Novak Djokovic? Najprej me je šokiralo, pa v bistvu zelo je prišel na tak srbski, odprt način, tak čist zelo normalno, se je malo pošalil, zelo sproščeno, tako da je bilo res nekaj posebnega, no. Aha, ni bilo ti za tisto, kaj veš, on vic. Ko so šli v Srb, pa Bosanc, pa to, ne? Rekel je, bravo, svaka čast, da je gledal, pa me je vprašal, kakve so razmere od zunaj, če je vroče, to se vprašal, če hočeš nadaljevati pogovor, ne? Pa tam, jaz smo gledali posnetke, ne, je Tamara slučajno tam v zaodrju, ne vem, se kakšne zanimive stvari dogajajo, ne vem, tam zadnji, ko so slačilnice, ko greste potem na ogrevanje, je kakšna stvar, ki je mi mogoče ne doživimo, ne vidimo. Ne vem, koliko ste videli ali pa spremljali, ampak saj sicer so kamerice tam, trener pa psiholog sta mi tam na veliko plesala, ne vem, če ste to videli. Pa Matej, psiholog, je pač hodil boss, ne, za vsako zmago, tako da to je bil kar dobra stava, no, že iz lanskega leta. Odlično! No, Tamara, to sem prevati, veš, vsakeč, ko rečemo Tamara, zelo skrb. Zdaj kmalu greš na Wimbledon, ne, kakšni so cilji? Tam na sredini tedna, na 1/4 kolo, ko sem igrala, sem rekla, da se zelo veselim trave, da komaj čakam, zato ker lani nismo dobili možnosti igrati, je pa bilo vedno poseben feeling stopiti na travo, res mehek občutek, pa tudi za dušo nekaj posebnega. Krasno, dajmo en aplavz še enega Športni park Slovenske Konice za našo Tamaro Zidanšek. Tamara, nekaj besed zate so seveda pripravili tudi na občini Slovenske Konice. Danes je z nami Primož Poklič, podžupan občine Slovenske Konice. Tako da, Primož, vabim kar naprej. Vidim, da nekaj imaš tudi v roki. Kaj je to?
Vztrajna, marljiva, najboljši forehand, pohorska roka, mislim, da sem prebral, Konjičanka, Carica. Tamara, pozdravljena, spet v domačem kraju, na mestu tvojih teniških začetkov. V imenu občine Slovenske Konjice, župana občine Slovenske Konjice, vseh nas in tudi v svojem imenu iskrene čestitke za vrhunski dosežek v Parizu. Verjamem pa, da je to šele začetek in da se bomo po mojem še velikrat videli, glede na to, kakšno igro sem videl v Parizu, bo tole postalo kar tradicionalno srečevanje v parku. Tako da v zaključku ti želim samo še dobro delo naprej, tako kot si ga zdaj začela, in nadaljnje dobre rezultate. In še enkrat čestitke. Čestitke in še eno darilce iz rok podžupana občine Slovenske Konjice, Primož Poklič. Ja, jaz predlagam, da še malo ostanemo skupaj, ne? Ker se veste, Tamara je tista, za katero smo danes tukaj. In Tamara, veš, v Konjicah nisi samo ti dobro na tenisu, eni se bi radi dokazali tudi v tem tenisu. Pa ne bojo te zdaj izvali na dvoboj, ampak imajo pa vodjo šoli tenisa, ki bi tudi tebi rad nekaj povedal, ker je tudi on tisti, ki skrbi za to, da tu rastejo mogoče novi teniški asi in asice, nove Tamare. In evo, samo Peter, beseda je tvoja. V imenu teniškega kluba bi ti rad čestitev, ne samo za rezultat, ampak tudi to, da ker rezultat je zgodovinski, v bistvu v Sloveniji po Mimi Javševiću ni bilo takega rezultata, ampak tudi zaradi tega, ker si pač odlična športnica, na terenu, izven terena, te poznamo kot v bistvu res en odličen vzor mladim tenisačem. Rad bi tudi rekel, da vedno, ko smo se srečali, da je bila pripravljena otrokom mogoče kak nasvet dati, pa se malo z njimi pogovoriti, to je zelo dragoceno in otroci jo poznajo in so ponosni na to. Rad bi ti še samo zaželel, da boš imela še naprej odlično sezono, da prideš med top 30 čim prej, da boš se odlično ujela z ekipo, ki je zdaj pač malenkost spremenjena. In vse dobro v karieri. Takole, kot se seveda za proslavo spodobi, Tamara, smo zate pripravili tudi eno torto, ki jo bomo zdaj razrezali, tudi vi jo boste lahko poskusili, pa zraven imamo tudi penino, ne? Vseeno pa še bi enkrat rad opomnil na to, da pač bi radi Tamaro zdravo in varno bo spremljali v Wimbledon, zato če lahko imamo distance, ne, da bo Tamara seveda varno prišla v Wimbledon. Tamara, ponosni smo na tebe, hvala, da si se danes udeležila tega le sprejema, popotnica naprej, pa naj bo strani Godbena Vihala Slovenske Konjice. Hvala za to obisk, hvala Tamara. Privoščite si torto, penino in ne še domov. Tole je še začetek današnjega veselega druženja tukaj v Športnem parku Slovenske Konjice. Hvala vsem, da ste prišli. Tamara je tista, zaradi katere smo pa tukaj in zaradi katere se lahko še naprej veselimo vseh njenih uspehov in vsega, kar nam bo še priigrala na teniških igriščih. Čestitke. Čestitke.